Kje živijo geniji, rosne lepotice, kje živijo pesniki, nežne spovednice? V peti hiši na levi, v peti hiši na levi, kje živijo Einsteini, mame zgodovino, gimnazijske mišice, novi Valentino. V peti hiši na levi, v peti hiši na levi, v peti hiši na levi, v peti hiši na levi. Premaknjena jutra, nedolžne skrbi, jasni večeri, nore noči. V peti hiši na levi. Ja, kaj zdaj, ljubčki, no, bomo kar sedela, da bo kaj spakiral tudi, no. Jutri gremo na vse zgode, ste pozabili, ali kaj, no dejmo malo, no. No, mami, jaz na vse zgode ne grem nikamor, no, vse veš, da mi na vse zgode zmerno slabo. Jaz pa sploh nikamor nočem. Kaj mi z vami delam na morju? Dost žalosten, da ne veš. Sončni zahodi, Uršika, no. Na bildani Dalmatinci v sončni zahodi, kaj se ne spomniš? Da bi bil še ti. Mislim, če bi imel ti fanta, ne? Zdaj, od tega se mi manjka, Jo, jaz bi pa enega fanta, mami enega fanta, prosim. A mi posodaš Borisa, za mena, za pejoči pokajalnik. Zakaj? Ja, za disk mena. Ja, boš ti pel. Pa dam ti parni valjak, dvojnega. A veš, Jano Valar povozil. Dej ta mir. Pa kaj to se vama zdi smešno, ali kaj, zabavno, ali kako bo to? Grem glavo stav, da nimata gor niti ene stvari spakirane. Jaz bi že zdavni spakiral, če bi vedel, koliko kil je maksimum. Kakšnih kil? Kil prtlage! Ti lahko sam kopalke vzameš, ker si itak težek kot celič. Jo, daj, lepo te prosim sebe poglej, no. Pa tele moje mišice. Vidiš, so žive kot metafora. Super. Vidite, lahko pa še jogi sabo vzame. Dej nekaj zafrkavati, no, meni je v življenju res lepo, sam nekaj žvečite skozi. Pa dej nekaj, mami, ker sem že itak z eno nogo na pol grobu, pa še nič lušnega se mi ne zgodi. A ja? Ti se najprej odloč, kaj bi rada počela v življenju, ne? Lahko si izbereš kakšen študij, naprimer, bi bil že čas. Zaradi mene lahko študiraš numizmatiko, če hočeš. Boš malo lačna radila, boš videla. Kaj če en fizik vedeti, kaj to duša? Zanima, če njegovi te mezoni pa kvarke kaj čuti. Ja, čist proma, veš, Leo, čist proma. Naša Petja ni noben kos železa. Je to res to težka. Mami, lahko bi pa bila, ne? A boš ti kurša? Mislim, hotela sem reči, da bi bila lahko magnet, ne? Lepa je, pa pametna. No, poštena je. Poštena je. Pa dobrega frizerja ima, pa ne vem, kaj bi rada, no. Najbolj štipi bi se morali lepiti na tebe. Ma dej nekaj, no, sam poglej me, kako zgleda. Mislim, na 100 kilometrov se vidi, da sem latentna samomorika. V tej obleki pa res. Ti, jaz ne vem. Kaj spet naviš, Leona, pa kaj spet naviš? Kaj se vem, mogoče je pa joda primanjkuje. Ja, kaj ti imel vsaj tokle takta, da bi imel. Tipičen moški, tipičen. Skozi nekaj fantazira, kako bom svet popravil, pa ne vem kaj. Kaj, zdaj so pa še fantazije prepovedane, ali kaj? Ne bomo vsi moški taki, kot ženske. Kaj za to pomeni? Kaj za to? Brez fantazije, ne? A veš kaj, ti še toliko fantazije nimaš, da bi kovček iz omare dol vzel, ne da ti ne bi na glavo padel. Da se ti nav zataknal, no. Dajmo, prosim, no, moramo se zmeniti, kaj bomo vzeli s sabo, če ne bo jutri spet sama histerija. Normalno, da bo histerija, zdaj bila že zmer histerija, zdaj kar naprej sama histerija. Ti boš sicer imel svoj kovček, pa lepo noter spakirane spodne hlačke, ki ti jih bom jaz zlikala pa noter dala, ampak sem prepričana, otroci, da bomo šli brez denarja, brez bančnih kartic, brez čekov, brez zdravstvenega zavarovanja, no tako, mimogrede, Leon, povej, kje imaš potni list, pa če ti slučajno ni potekel, si kaj pogledal? A, Madonna. No, vidite. Res, ja. No, vidite, no, kaj sem vam rekla. In čisto, ker sem tako brez fantazije, dragi moj sin, ti bom zdaj povedala, da se bo tvoj oče pokazal na vratih točno čez 5 sekund in bo rekel, da mora jutri zjutraj na občino. No, da vidim. Pa štejte. 5, 4, 3, 2, 1, oči. Jutri moram še na policijo. No, kaj sem rekla? No, rekla si občino, no, ampak ne bomo malenkost sli. A ti je v prejšnjem stoletju potekel, ne? Ne, s pasošem je vse v redu. Poslušaj, avto so mi ukradli, to sem čist pozabil. Ej, tebi se ukradel avto in ti si to pozabil.
Čakaj, malo sem zmešan resno, prosto. Mislil sem, da so mi ga ukradli, ampak mi ga sploh niso. Pol, ko sem prijavil, sem ga našel v sosednji ulici parkiran. Pa to ni tak problem, telefoniraj, ne kako za to cajt zgubljam. Tu imaš pa prav, ja? Bom jaz telefoniral. Predaj. Ne me gledati. Kva si pa tako slabe vole, no? Lepo vreme, ne? Tukaj ja. Na Hrvaškem pa ne, tam je ciklon. Greva z Borisom malo gor. Gavre bo šla. Ti imaš vse za spakirati, veš? Ma ne gre pokanje v 3 krasne, no. Se lahko mero posloviva. Mislim, če pa hočete, si pa lahko takoj tle pred vami vsemi šus v glavo spustim. Tu! Greva. Ne moreš še ti priti na Korčulo. Sem ti rekel, da me vleče v Palermo. Pater pravi, da se je naveličil hrvaške mafije. Je super, ne bi mogel šivga Jadrana preplavati. Zakaj pa ti ne greš z mano? Mami vprašaj. Sama je vprašaj. Sem jo že! Jaz tudi. O kateri mami govoriš? O kateri pa ti? Se je itak zadnjič. Kaj je zadnjič? Da grem na morje. A ja. Potem bova imela otroke, pa se nama nikamor ne bo dalo. Pa se ne bova imela petorčkov. Pa si pozabil, da sva z Urošem dvojčka? Super. Boris. Sam hecala sem se. Jaz pa čist nič. Veš, kako mi razbija srce. A ne boš nič pogledal. Dober dan, sosedje, dober dan. Torej, zdajle odprem oken, pogledam ven in rečem, kakšen lep dan. Sam Bog ga je dal, pa zagledam spodaj ta dva gospoda, ki sta glih parkirala avto. Sem predsvedla, da iščeta vašo hišo, 5. hišo na levi. No, le not prhodkita, prosim. Je vaš avto zunaj? 13.007. Koliko? 007, Bond, James Bond. Moj. Zakaj ste pa kraju prijavil? Oj, gospod, jaz sem mislil zdaj telefonirati na policijo. Me ne zanima, kaj ste mislil. Lažna prijava je kazniva, niste vedeli. Oprostite, no, veste, kako je bilo? Moj mož je avto na cesti založil. Izvolite. Revež je pa mislil seveda, da gre za kaznivo dejanje kraje in je to prijavil, ne. Zmotil se je, ne se zmota, pa res ni kazniva, je tako. V naši državi je taka zmota delikt. Delikt? Vi imate pravico, da mislite, da ni, ampak je delikt. Delikt. Poslušajte, gospod Delikt. A se vi mene mogoče kaj spomnite? No, dobro me pogledajte. No, ne, semle me gledajte. Takole si predstavljate, je takle ekran. A? Televizije. Ja, točno. Z reklame za pralni prašek. Ne bo držalo. Vi ste tiste, ki ste govorila, kako je malo žensk v policiji. Točno tako je bilo. Ja. Iz vlade. Ja, Iz točno. urada za žensko politiko. Ja, in zraven mene takole je pa sedel vaš gospod šef. Jaz sem bila pa na levi strani. Ja, pa je pa stvar precej drugačna. Točno tako. Vse se razumeva, ne? Seveda se razumeva. Jaz sem prej iz druge optike pogledal. Ja. Iz te perspektive, kot pa zdaj vidim, pa zmota vašega moža ni delikt, ampak je zmota. No, hvala lepa, brez zamere, s tem je stvar upravljena za nas, upam tudi za vas. Lepo se imejte, srečno. Hvala, srečno, tudi vam srečno. Kakšno punco nam zriktajte. Pridemo. V naši državi pa res noben več nima prave perspektive. A veš, da tukaj se pa strinjam s tabo. Pa da ti potno moraš. Pa ne, se je Kaj? prav povedal. Leon, prosim te, drugič si pa zapomnim, kje parkiraš avto. A misliš, da je luštan tele kifeljce tukaj gledat, no? Ja, jaz sem pa že mislila, da je tale naš Urči.
v kakšno slabo družbo padel. Igelce, ali pa travca, ali pa sekundni lim. Ja, kar drag staraj. Gospod doktor, se meni zdi, da imate vi v tistem vašem laboratoriju celega hudiča. Najbrž tudi kaj tazga, ki te zadere, da bi na mino stopil. Gospa, vam lahko povem, zakaj je vaš mož kaskader? Zato, ker si vsako jutro zaželi, da bi si glavo razbil. Ja, da mu ne bi bilo potem treba vas gledati. Dajte, mir, gospod Cvetka, njega resno je malce, veste. Kadar mi kaj pokamo, pa tako je totalno iztirjen. Ja, sem res iztirjen, ja. Popadljiv. Moja toleranca je nižja od žiletke. Vidim, da imate vi znanstveniki res specifičen smisel za humor. Glih tak je moj mož, kadar oddirka v kakšen prepad, pol ga pa še v deponiji uprešal taknejo. Gospa, vi nikoli ne greste na morje? O ja, odvisen od režiserja. Če snema z Anžlovarjem, potem gremo takoj v Valdoltro. Zakaj pa v Valdoltro? Ja, zato, da mu v bolnic kosti skrb zanetajo, pa še z dratem prevežejo. Ja, dirkat z motorji, to ni mačji kašelj, to te že vi vedla, a ne, gospa Marjančka, sem slišala, ja? Ja, kaj ste pa slišala, gospa Cvetka? Vi ga vse slišite, veste kaj, pejte vi s tem obrekvanjem raj na plac, tam je plac za to. Pa ni treba klele doma mene tukaj žalt. Dajmo, mi moramo še spokati. Čakajte, nič se ne bomo želili, nič špikali. Sploh nisem mislila nič namigvati, pravzaprav sem prišla vprašati, koga vam lahko prinesem za večerjo. Jaz vem, da nimate cajta, da ne boste pekli kakšne musakce, jaz jih imam pa poln protfanov, sem jih spekla za mojega moža. Namreč, jutr ima premiero kot pirotehnik. Glavni junakini eksplodira musakca tik pred nosom. Mam, jaz imam zdaj tako krizo, da če ne dobim ene eksplodirane musake, bom kar umrl. Uroša, bi lahko prosim s tem svojim eksplodiranim jezikom šel gor, pa si ga zaprl v kovček. Takoj se grem kazulat. Ja, prinesem, čez par minut se mi zdi, da bo v vaši hiši enkrat za spremembo prav. Kako moraš delati kompromise s tole copremca? Kakšne kompromise, no, kakšne kompromise? Jaz se raj sam kuham, ko bi da gledal to čveko. Ti boš sam kuhal. A daj mir, Leo, no, ka si na zadnje šnicel spekel, je bil trd, koka pod platu tvojega čevlja. Odličen je bil, prav. Kaj pa tvoje jušce, ha? Kakšne Z brečke, noter, z Ti še brečke. nekaj, pa Pa bi sam grisinčke, da Daj, no, pa kakšni starčki, ja. kaj bi ti da cestro vendelino, Nehajte se kaj popota tiho, kam jaz kuhala, bo še naj. Sam tebi ne, bi v 2 dneh pol plače zapravil. Ja, dobro, bomo lačni, pa ne bomo nič jedli, kaj sem delta se, ja. se ne dereva mi dva, no. Julija! Pač jaz. Kje si bila? Zdravljen, družina, čau, Petja. Jaz sem pa bila zdaj čez vikend doma pri starših na Koroškem. Na Koroškem? Ej, a veste, kaj se mi jaz zgodil? Jaz v nedeljo grem jahat in ugotovim, da je moj konj, da se je tako zredila, da je hodil dol po bregu, ma ko ena ovca Madonna. Super, daj, pojdi z mano, mi boš vse razložila. A si slišala? Konj se je zredila. Torej, gospod Leon, že lahko, da ste vi stručko za pospeševalnika, ampak za kuhalnike sem pa jaz, to mi moj mož zmeri reče, če le nima razčesnene čelust. Torej, gospa Marjančka, tale musakca diši, da bi jo angelčki jedli, če bile zobke imele. Ja, pa ritko, da bi kakal. Opsa, sorry, sestrca, sem mislila, da Uršulinke to malo bolj resno jemljete. A se vam lahko pridružim? Petja, blagor teb, še dolgo ne boš vedela, kaj je poslavljanje. Teb tipi zbežijo brez poslavljanja. Dejko, pa na egoistko umaknem se, no, Boris, izgledam spat. Pa daj bod bolj človeška, no, še večerjala nisi. Ja nisem, ne, lahko pa vama prenesem eno musakce v postno. Bleh. Ej, Petja. Z Borisom se morava neki podmus zmeniti. Kaj mi tu delaš, no? A bi ti bilo zelo hudo, če bi med tem počakala pri svojem edinem in zapuščenem bratcu. Kaj pa dobim v zahvalo? Ja, mene, mojo dušo, zaupno prijateljico. Halo? Boris, daj. Ne, bom jaz. Živijo, Boris.
še mal potrp v Bošku in na pravih počitnicah. Čak malo, kaj pa je zdaj to? A sem prišla v kobilarno Lipica ali kaj? Ne, draga sestra, zgrešila si vrata. In če ti ta tvoja blazna ženska intuicija še enkrat popusti, ti povem, ne vem, kam naredil, a veš? Aj, ti boš pa še dolg umetnika in tak neuslišan umetnik. Ja, če v tak frkerka na kakšni avtobusni postaji prav gotovo. Ja, sorry, no, Urša me je poslala sem. Sicer je pa to njeno poslavljanje še 10-krat bolj sluzasto kot vajno. Kaj pa to pomeni? Pa veš, kaj v bistvu me sploh ne zanima. Sploh pa misliš ti klele filozofirati ali bo že enkrat najdla vrata ven? Ja, dobro, vrata lahko najde, sem placa za spat pa očitno ne, no. Ne. Super. Mislim, kdo pa njo najel, pa ne vem. Prenos. Gospod predsednik pa poln ljudi okoli. Pol. Pa zagledam vas, gospod sosed, čist zraven njega. Zraven koga? Ja, predsednika. Čigavga? Ja, tistega našega, tistega, ki hod v Švico s psom smuča. Kaj se pa jaz delal zraven njega? Kako se ne spomnite? Jaz sem bilo to na vašem inštitutu, ste utvarjali en laboratorij in vi ste bili ta glaven govornik. No ja, pol ste pa tako začeli kašljati, da vam je cedec z rok padel. Dajte, no, sem bil tako pregnajen, da sem komaj na nogah štel. Gospod doktor, treba. Gospa Cvetka, mi mislimo iti ob 6 zjutraj, no. Ja, glih prav, jaz jutraj itak vstanem že v 5. Bom kofetka skuhala, pol vam bom pa še pomagala kufrčke odnesti v avto, pa dajte pametno popite, no. Pa kaj vi ne morete nikoli spati? Jaj, kadar gre moj mož tako zgodil doma, sem jaz čist učtekana, ker po hiš hodam, pa se s pohištvom pogovarjam. Jaz imam v garaži eno omaro, vam jo lahko odstopim, da zvečer poje krasno uspavam, kaj? Dajte, no. Kaj pa, gospod Cvetka, tale vaš mož je, ki je na snemanju ali kje? Ne, na tečaju. A na severnem? Ne. Na južnem? A dajte zafrkavate, no. Na tečaju angleščine intenzivnem. Oja, familija! Ti, Cvetača, sem te pripeljal tvojega Angleža je doma. Lahko greš zdaj. Ti pa mene ne boš iz te hiše hodil. No, kaj si dala v tomu sako? Grem kitce pogledat. Če ne skrbim jaz za njih, Ti zmrdval. No, gospod sosed, veste kaj? Če bi se meni tuji desci takole po hiš sprehajali, jaz ne bi imela časa se zafrkavati. Gospa, hvala za musarco, zdaj pa že res pozno. Pojdi se vi malo pogovarjati s svojo kredenco. A ja, avto usnenje pa lahko tukaj, gospa Marjančka. A ja, seveda, on je zdaj kukar član vaše familije, knete. Dajte, no, izklopite malo tale svoj kalkulator. Ne, se to je pa čist prav rekla, veš? Ti, bod ti. Kaj, klele sediš na mest, da bi šel gor pa stvari skup zmetal. Čist vsako leto je isto. Jaz bom enostavno morje prečrpala, sploh ne grem več na dopust. Mene ti odhodi, pa prihodi, pa potvajna, pa razpokavanja, pa napihvajna čovnov čist uničijo. Jaz bom še raje v Valdoltro. Ja, to je pa vic stoletja. Jaz grem pa v garažo, se grem malo svojo omaro pogovarjati. Gospa, vi kar lepo komod pa po domače, ne? Sosed, kar naprej, how do you do, ha? Super, goodbye. A že nazaj? Ja, ej. Ta protfan sem jaz rabil za umetno meglo, je bela. Sem jih zamešala? Kaj pa, če se bojo zastrupili? Ja, še sreča, da so tako malo pojedli. To je pa hitro tekel. Poslušaj, ruka malo tega ne, je domač. Stresene, dober. Na gorela po odsončnimi žarki. Hej, pupa! Kaj je? Ne, Kaj je s tabo? z mano, veš kaj, zmeraj posnamejo samo
prvi prizor in še ta ostane na negativu. Ma do happy enda itak nikoli ne pride. Veš kaj, ko mi čakam, da gremo malo ven iz Ljubljane, čim bom prišla dol na počitnice, se bom tako pokrila čez glavo in bom naredila eno gledovno stavko. Pa vsaj malo prišparali smo. Ti je še zmeraj dobra mačka, a? Ja, da bi ti videla pred 20 leti, Ma ta mami vedno vse tako zrihta, sam, ker pol nič ne ostane zame. Da se ne bi iz obupa vrgel nate, veš? Mama je mama, mahči je pikči. Gleo, tako žensko mama. Čakaj, veš kaj te bom povedal? En detaljček, ne? Allora, se peljemo skozi Domžale, ne? In mirno, lepo, veš, da nas vsi vidijo, ne? In tam pa štacuni stoji en tip v Jerharcah, totalen kreten in brca svojega psa. A si misliš? Ti Marjana pravi, Piero, stavi bajk. Gre k njemu, razumeš, ne? Odpne pas in dol hlačečo. Narod se je tako smejal, tako se je smejal. Ti Marjana je bila živ strup, ti pravim. Živ strup. Kako zdaj pa? Kaj se pa tle dogaja? A se meni rola, ali kaj? Te imam v kuhinji, te imam v dnevni sobi, na terasi, na vrtu, povsod. Zdaj si mi pa še v poslu zlezel. Joj, oči, del vprašaj rajši mamico, no kaj dela tam v Domžalah z unim tipčkom, ki mu je hlače dol vlekla. Kaj flancaš? Ja, neč ne flancam, ne vem, kako ti poznaš sploh njeno predzgodovino. Se jo gledam tukajle, a imaš mogoče še kaj za dodat? Ja, lahko bi, ampak jaz nisem špion. Ti pejt na oprah in tam se izpovej. Meni se zdi, da se bom glih kar razbil. Ja? Jaz se ne bi razburil, če bi imel tako hčer. Da o Hondici nanka ne govorim. Ja, se to. Sejra! Ej, Piero, kaj delaš v moji posli? Ja, pomir se pupa. In ven. Ja, jaz nisem kriv, če me moja duša vleče k tebi. A veš kaj, mi jutri zjutraj gremo in nimamo še čist nič spoka, da bi se lahko vsaj ti spokovala. Ti spoki se ven! Spoki se ven! Čak, no? Ti mi prej še razlož, prosim, Marjana. Kaj? Kaj je bilo v Domžalah, ha? Si menda enemu tipu, kar sredi Domžale hlače dol potegnil, A ne? veš kaj si ti čist navaden gobec. Šlap ga nisem mislil. Jaz nisem gobec. Jaz sem te sam tvoji hčerki povedat, kakšna mačka si bila. Dej, bež, dan zgin! Grem, bež! Družba, kar se prtljage tiče, ne? Vzem te lepo spalne vreče, kondome in nič drugega. Čau! Stoj! Uroš, ej, se teb zmešala. Mami, to je tako noro, človek bi bil čist nor, če tega ne bi dokumentiral. Ej, kaj se tle dogaja? Kje si pa ti bila? Ja, v svoji sobi, zbori sem se hotela lepo v miru posloviti, ampak v tem cirkusu se zgleda to ne da. Se lahko pred mano čist na glas posloviš. Sreden vek. Poslušajte, zdaj pa tako. Tišina, mir ti. Da mi gre vsak v svojo sobo in da ima v 5 minutah vse zapakirano, pol pa spat. Ob 6 zjutraj krenemo, jaz ne bom čakal nobenega, ampak niti pol sekunde ne. A je prav? Točno prav si povedal, ej, oči je prav povedal. Bež tam malo ven. Bež ven. Pa nekaj se afnat s tem šnorkelom. Bež ven, boš. Si slišala? Tavkaš. Na morju boš imela pa počenga. Alo. Če te zanima, kdo bo jutri zjutraj tavkal. Pej. Leon. Kaj je? Pej z meno. A zdajle? Ja, zdaj. No. Pa bo spokala, no ne hitro. Me neki šraufa. Tebe zmer kaj šraufa, no. Če bi pa mene šraufa, bi bilo vse v redu. šraufa, zdaj me pa šraufa. No, pa hitro pej pa prid nazaj. Pej hitro, no. Te bom počakala. Veste kaj? Jaz sem se odločila, da se bom vpisala na en skrajšan tečaj zen budizma. Tako se mi zdi fajn, no, ko tam ležiš v temi pa vse prečrtaš. Najprej svet, pol pa še sebe. Ej, a videla veste, kaj v kopalnici dogaja? Leon, ne odpri. Urša, daj poklič rešilca. Mama je že prej nekaj kričala, da je soseda zastrupila vse z nosakcem.
Mogoče, da so pa inkvizitorji sežgali premalo čarovnic. Čakaj, a pa to pomeni, da počitnice odpadejo, ali kaj? Hvala Bogu, mislim, kdo bi verjel, da lahko driska prepreči beg od doma? No, dajmo to vse pospraviti, tako ne gremo nikamor. Jaz bom Borisa poklicala, da pride sem. Petja, daj ti mu pa skuhi čajček iz borovnic za Pera. Kaj pa moram zmerom jaz? Ker si najstarejša. Oči, ti skuha mene borovničke. Ja, veš, kako mi to dobro že. Einsteini, mame skodovino, gimnazijske mišice, novi Valentino. V peti hiši na levi, v peti hiši na levi, v peti hiši na levi, v peti hiši na levi. Premaknjena jutra, nedolžne skrbi, jasni večeri, nore noči. V peti hiši na levi.